smo veseli, da si z nami. Dajmo biti mal skupaj, boljš kot da smo sami. Učni kotiček, Na svet za boljši svet. s pravljico v ušesih gremo na potek. Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Ja, a res obstaja modra luna? Res, res. Samo to ne pomeni, da je luna modre barve. Modra luna se zgodi, ko imamo v istem koledarskem mesecu 2 polni luni. Ja, saj to pa vem, da ni modre barve. Hej, mogoče pa blue moon pomeni žalostna luna. Žalostna? Ja, a veš, ko nekdo v angleščini reče, da je blue, s tem pove, da je žalosten. Seveda, vidiš, nekaj ti veš, nekaj pa jaz, pa je. In a veš, kdo je ena prava enciklopedija takih podatkov? Juž! Ja, res, on pa je. V bistvu se že zelo veselim, da ga bom kmalu srečala. In Jošta tudi. Ne vem, če si že videla, ampak ravno prejle je Jošt poslal osnutek prve oddaje 5. sezone Oro. A res, že? Wow, potem je pa tudi tako neučakan kot jaz. Najbolje bo, da se kar lepo podvizava, pripraviva računalnik, mikrofon in studio ter povabiva fanta, pa začnemo. Kaj praviš? Mislim, da je to najbolj modra odločitev. Pa dejva! Dejva. Novice. Pozdravljeni, nova sezona, nove novičke. No, novice so že same po sebi nove, zato pa se jim reče novice in ne starice. Oprostite, malo sem zašel. Kot po zimi, ko sem namesto v Koper odletel na Kope. Joj, je bilo mraz. Skratka, z vami bom zopet Galeb Golobič, prve novičke pa vam prinaša moj bratranec, Golob Galebič. Halo, se slišimo? Se slišimo. Danes se javljam iz laboratorijev Kalifornijske univerze, kjer je ekipa znanstvenikov in znanstvenic odkrila novo barvo. Gre za odtenek, ki je mešanica modre in zelene. Imenuje pa se, ne boste verjeli, skoraj tako kot naša oddaja. Ime ji je Olo. Barve sicer ne moremo kar tako videti s svojimi očmi. Znanstvenice in znanstveniki so morali oči 5 prostovoljk in prostovoljcev vzpodbuditi s posebnimi laserji. Ti so na njihove oči vplivali tako, da so lahko videli to čudovito barvo. Ostala pa bo le v njihovih glavah. Tudi če bi lahko to barvo slikali, bi morali tudi mi uporabiti te posebne laserje, da bi lahko v njej uživali. A naj laserje nujno uporabljajo samo znanstveniki in znanstvenice. Če si z njimi svetimo v oči sami, lahko namreč zelo poškodujemo svoj vid. Mislim pa, da si lahko kakšno novo barvo lahko zamisliš tudi tako, da zapreš oči in si jo predstavljaš. No, poskusi. Si zamislil? Zamislila? Si? No, jaz sem si recimo zamislil barvo Zoro, ki je mešanica zelene in oranžne. Joj, kako je lepa! Jo grem še malo občudovat. Besedo pa vračam tebi,
Dragi bratranec, čau! Hvala za javljanje, pa pozdravite to Gabi. Modra je sicer moja najljubša barva, ker je to tudi barva neba in me prav pomirja. A zagotovo ne bi bil čisto nič miren, če bi se srečal z našo naslednjo gostjo, azurno podrevnico Beatriz. Hola mundo, rega! Javljam se z brazilskih planot, kjer poslušam pomirjujoče žuborenje potočka. Rega, mislili bi si, da me je težko opaziti med vsem rastjem, saj sem samo 4 cm velika žabica. A zaradi moje barve me lahko zlahka opaziš na daleč. Po nogah sem azurno modra, po trebuhu temno modra, po hrbtu pa celo nebeško modra. Rega? Modra barva se med rastlinami in živalmi malokrat pojavi. Modre rastline namreč teže črpajo energijo, ki jim jo pošilja sonce. Rega? Živali pa barvo velikokrat dobijo s prehrano. In če je malo modrih rastlin, je tudi modrih živali, ki bi jih jedle malo. Rega? In ko smo ravno pri prehrani, rega, sama obožujem strupene žuželke. Njihov strup pa nato izločam skozi kožo. Rega? Zaradi tega veljam za eno najbolj strupenih živali na svetu. Rega? A brez skrbi, objela te raje ne bom. Lahko pa sva dopisna prijatelja ali dopisni prijateljici. Veš, kaj je to? Če veš, mi lahko napišeš kaj lepega na naš e-naslov oro.oddaja@gmail.com. Rega, zdaj pa grem, opazila sem eno slastno oso. Adeus. Lep pozdrav v Brazilijo. Za konec pa bo kot vedno modroval naš jezikovni strokovnjak kameleon Blablaž. Halo, Blaž. Moder dan. Se opravičujem. Dober dan. Danes blebetamo o modri barvi in morda je prišel trenutek, da se naučimo, kako se ji reče tudi v nekaterih drugih jezikih. Po angleško se ji reče blue, po nemško blau, po špansko pa azul. Torej, blue, blau in azul. Lahko ponoviš? Po angleško se reče po nemško in po špansko odlično. Zdaj smo morda malce bolj pametni in korak bližje modrosti. Modri ljudje so preudarni, znajo dobro premisliti in se pametno odločati. Nekateri pa niso nujno modri, a vseeno pravimo, da jim po žilah teče modra kri. To pomeni, da so iz družine plemiškega rodu. To so družine, ki so imele včasih nekaj več moči v družbi, pa tudi več pravic in privilegijev. Kot naprimer kralji in kraljice. Tako. In če še enkrat ponovimo, angleško, nemško in špansko. Do naslednjič! Čudovito. To so bile današnje novice, jaz pa že hitim na Hrvaško proti Umagu, kjer me čaka moj prijatelj Gauran Gosić. A vam povem nekaj hecnega. Oni modri barvi rečejo plava, pa mislim, da ne zato, ker je morje, v katerem plavamo, modro. Ali pač? Ej, a veš, kaj je rekel Branko Čopič? Si v življenju se učiš, ne samo iz knjig, iz življenja. Wow! Dober dan tebi, ki nas poslušaš, še posebej pa tvojim možganom. Čas je namreč za kviz. Postavili ti bomo 4 vprašanja in vsa so nekako povezana z modro barvo.
pa začnimo. Modra barva se pojavi na zastavah mnogih držav. Lahko našteješ vsaj 3? In čas je potekel. Naj ti jih nekaj naštejem, obstaja pa jih seveda še precej več. Naprimer zastava Slovenije, Hrvaške, Francije, Švedske, Grčije, Češke, Islandije, Slovaške, Nizozemske, Srbije, Čada, Gambije in še mnogih drugih držav. Pa pojdimo naprej. Modro barvo pogosto vidimo tudi na zemljevidih. Kaj pa označuje? Ali so to A. hribi in gore, B. reke, jezera in morja, ali C. travniki? In pravilni odgovor je B. Vse vrste vode so na zemljevidu označene z modro barvo. Zdaj pa čisto drugo področje. Oblačila. Katera vrsta hlač je najpogosteje modre barve? So to A. žametne hlače, B. hlače za nogomet ali C. kavbojke? To so kavbojke. Kavbojke so najprej nosili rudarji, danes pa jih nosi cel svet. In še zadnje vprašanje. Morda veš, kaj je modrica? Je to A. vrsta slonov, B. lisa na koži, kadar se nekam udarimo, ali C. nekaj, kar daš v solato? To je nekaj, česar si želimo čim manj. In sicer modra lisa na koži, ki nastane po poškodbi. Včasih pa je tudi kakšne druge barve, pa se ji še vedno reče modrica. Upam, da jih boš imel ali imela čim manj. Hvala za sodelovanje v našem kvizu. Upamo, da si se naučil ali naučila nekaj novega. In se slišimo naslednjič. Za boljši svet. Marko, a te lahko nekaj vprašam? Povej, Vili. A te je zelo bolelo, ko so ti včeraj vzeli kri v laboratoriju? Ne, to sploh ne boli. 1, 2, 3 je mimo. A moraš v laboratorij? Ja, jutri moram, ja, ampak tista igla. Kaj če zaboli, kaj če omedlim? Te je že kdaj pičil komar? Ja, ampak ne razumem, kako je to povezano. Predstavljaj si, da te bo jutri pičil en komar, ampak potem te sploh ne bo nič srbelo. V nekaj trenutkih boš pozabil na čisto vse skupaj. Ja, no, ampak ti si veliko bolj pogumen kot jaz. Ni res, tudi mene je bilo strah, ampak v laboratoriju so vsi tako prijazni. Laborantka mi je najprej povedala, kako bo vse potekalo, in potem, ko mi je vzela kri, mi je iz modre rokavice naredila muco. Muco iz rokavice? Ja, tiste modre rokavice, ki jih uporabljajo v laboratoriju za preprečevanje okužb. Narejene so iz lateksa in so raztegljive kot kak balon. Vprašaj, če ti dajo eno, in ti bom pokazal, kako se iz nje naredi muco. Ja, komaj čakam. Zdaj sem pa že kar malo pozabil na svoj strah, ker se bolj veselim rokavice balona. A misliš, da se da še kaj drugega narediti iz te rokavice? Bova videla jutri. A greva zdaj na sladoled? Ja, katerega imaš najraje? Ja, modro ne bo. Je tudi tebe kdaj strah? O svojih čustvih se je dobro s kom pogovoriti, ker velikokrat to pomaga. Strah pred iglami se tako s pomočjo prijateljev lahko spremeni v muco iz modre rokavice. Si svojim čustvom kdaj narisala ali narisal oblike? Kakšne barve je tvoja žalost? In kakšne veselje? Za boljši svet tudi ti pomagaj prijateljicam in prijateljem, ko so v stiski.
Goriški kotiček. Kaj je modro in veliko in slano in mokro? Morje! Kaj pa lahko počnemo v morju? Plavamo! In katera beseda povezana z današnjo temo se skriva v tej besedi? Plava! Zdaj pa ena ljudska. Barčica po morju plava, drevesa se priklanjajo. Oj, le naprej, dokler je še vetra kaj. Barčica po morju plava, jadra se razpenjajo. Oj, le naprej, do brezkončnih krajev mej. Še čestitka in pozdrav iz zvočnika. Čau, čau. Vi se schedo. Doviđenja. Zajđem. Naslišanje. Jošt, če si lačen, si lahko postrežeš z borovnicami na mizi. Obožujem borovnice. In kako primerno sadje za današnjo oddajo. Po angleško se jim reče blueberries, oziroma modro jagodičevje. Čeprav se meni tele zdijo bolj vijoličasti. Pa so res. Menda je to odvisno predvsem od zemlje, v kateri rastejo. Kaj pa si misliš o turkizni barvi? Je bolj modra ali bolj zelena? Jaz bi rekel, da je bolj modra. Jaz pa, da je bolj zelena. Kako imajo vsake oči svojega malarja? Kaj? Nekdo ti je prepleskal oči? Ne, tako se reče, da vsak vidi svet po svoje. No, zanimivo. Vidiš, kako modri smo postali danes. Naučili smo se veliko o modri luni, Kako se reče modri barvi v različnih jezikih. pa spoznali smo najbolj strupeno žabico na svetu. Joj, kako bi jo imel doma. To pa res ne bi bilo zdravo. Ja, sej vem. No, pa zdaj vem veliko več tudi o dajanju krvi. Zanimivo je, da smo se pogovarjali o krvi, ki je ponavadi sicer rdeče barve. Mogoče pa jo bomo omenili tudi v naslednjem oru, Zakaj pa? ker se bomo pogovarjali o rdeči. O barvi ognja, čilijev, bikoborcev in planeta Mars. Pa tudi o čem mirnejšem se bomo pogovarjali, naprimer o pikapolonicah. Joj, pikapolonice bi pa tudi imel doma. Bolje kot azurno podrevnico. Daj, pojejva tele borovnice, preden se iz modre spremenijo v gnilo rjavo. Ok, samo malo jih morava pustiti še za Tejo in Tanjo, da se bosta posladkali, ko se vrneta s prehoda. Seveda. Adijo!